vsem prisotnim, prav tako pa tudi tistim, ki spremljate stream oziroma pač posnetek naše terminske televizije. Jaz bi se najprej upravičil za to manjšo zamudo. Malo čudno smo terminirali sam dogodek, namreč nismo upoštevali, da je bil prejšnji večer otvoritveni večer, da se je stvar zavlekla in smo pač malo zamudo ob 10. uri prišli danes tukaj. Tako da hvala vsem, ki ste vzdržali, počakali. Začenjamo torej s predstavitvami tekmovalnih filmov 28. se pravičujem, Festivala slovenskega filma. In sicer je tokrat na vrsti otvoritveni film te 28. izdaje. To je celovečerni igrani film Skriti ljudje, režiserja Mihe Hočevarja. Film je bil posnet pod okriljem produkcije Vertigo ter koprodukciji z RTV Slovenija ter družbama Backroom Production in pa Ursus Parvus. Z mano moji gostje današnji so Miha Hočevar, scenarist in režiser filma, Dane Hočevar, na koncu mislim, da je producent, Simona ni, ne? Pridite. Simon Tanček je bil direktor fotografije in pa dva igralca, imamo še Luko Marčetiča, s tem priimkom se totalno lomim skozi, in pa Blaž Šef, tako da lepo zdrav vsem. Začel bi najprej s čestitkami za en tak res zelo lep, topel in optimističen otvoritveni film. Jaz namreč, odkar spremljam Festival slovenskega filma, ne vem, če sem že kdaj videl, da je en film tako prijetno intoniral to atmosfero. Tako da čestitke, pa me zanima, mislim, kaj te je pripeljalo? Vedno si bil nekako v tej špuri bolj duhovitih filmov, ki se pač prinašajo nek humor, ampak to, kar se mi zdi pa, da si odkril še nekaj drugega, no? Še neko človeško toplino, neko dodatno dimenzijo življenja. Ok, a prej je bilo pa sam smešno. Okay. Ne, ja, drugačni filmi so bili, toliko časa smo delali ta film, da smo vsi malo dozoreli in zato pač tudi bolj resen. Zdaj sem malo grunto, 28. izdaja tega festivala, se pravi na 35. ki bo okrogla, bom spet mogoče imel nov film. Ne vem, toplina, ja, pač zgodba je taka, da ne, če slediš, tudi če bi šel intuitivno, tudi če bi improvizirali, kar seveda nismo, bi prišlo verjetno do istega fenomena, da ljudje se pač zbližajo, če se srečajo v čudnih okoliščinah. Včasih se tudi v navadnih, ampak bolj redko. Včeraj so že malo omenila pač sodelovanje s Srdžanom. Pa me zanima, a si sam začel pravzaprav pisanje scenarija, si dobil to pač izvorno idejo neko, pa sta potem skupaj samo dodelala, dokončala stvari, ali je že od samega začetka proces tekel v dvoje? Ne, res je bil dolg proces, pa ne, da bi bil tako zahtevan, ampak so bile še druge stvari, drugi filmi, tako gre to, ne, v našem svetu. In jaz sem mal tak solo, kar se tiče scenaristike bil, ampak ok, že drug film je bil v sodelovanju, vedno sem z nekom saj govoril, če že ne sodeloval. Tle je bilo pa res tako organsko, srečali smo se Matevž, Luzar, Srdžan, Koljevič, pa jaz na neki delavnici, ki smo bili mentori, več mesecev vsak vikend v Zagrebu je potekala. On iz Beograda, mi dva z Ljubljane, žonk. In potem smo se že takoj na začetku zelo zbližali in pol, ko smo ugotovili, da sem prišel do neke, čez kakšno leto, dve, potem, ko sem prišel do neke slepe ulice mogoče, Dane, a ne, scenarijem, ki so ga tudi zavračali, pa tako neki, smo rekli, pa dobro, dajmo Srdžana, koga bi vzel, pa sem rekel, pa če že Srdžan, ne, itak izkušen, tudi profesor je bil on na FDU v Beogradu, sodeloval na raznih delavnicah vodil, res je bil dober mentor, sogovornik, scenarist, režiser, človek, tako da sva pol na poteh na Rožnik to razvijala naprej in je bilo nekako tako, ne vem, danes se več ne morem spomniti, kaj sem si jaz spomnil, kaj pa on. Vem, da je on prvi predlagal, dajmo rajš mi, mogoče, ker nismo še vedeli, kjera bi bila ta, odkot bi prišel ta tujec, ne. Pa je pol on enkrat rekel, pa dajmo, možda Islandija, oni so, ja, to, takrat je bil ta nogomet, ki je tudi pa v filmu pač citiran, bilo je ta fenomen tega otoka sredi divjih morja, ne, mi smo pa tudi otoček sredi divjih narodov zraven, recimo, če se malo spet pohecam. Tako da je neka paralela med nami in njimi
Pa še jezik, ne, ki je, če malo ljudi govori jezik, smo zelo občutljivi na to, ne, in to je tudi mečkaj se pač v filmu uporablja kot podtema. Omenil si, da je prišlo do nekega zastoja. A ste kaj spremenili radikalnega oziroma večjega, da ste potem nekako steklo naprej zadeva? A ja, ne. Pač nekaj še fali, nekaj manjka, ne, nekaj, pa ne veš, kaj manjka, ne, veš, da imaš dober material, da imaš dobro temo, humor, itak, se ve, ne. Ampak ni, neki mali premik in potem je on to s tem otrokom nekaj dodal. Res se ne morem spomniti, kaj na momentu, tako, ideje so nekje in mi smo tisti srečneži, ki jih dobimo, če jih dobimo, in pa mojstri, če jih znamo uporabiti, ne, tle je ta razlika. Povsod so ideje, vsak jo lahko vzame, a ne, če malo mistificiram, ampak eni imamo srečo, da nas, dajmo, pa je treba še se obdati s pravimi sodelavci, a ne, pod vodstvom brata Hočevarja, ki zna z denarjem, pa to je pa... Mogoče bi sam to dodal, da vmes je bilo seveda kar daljša pauza tudi zato, ker sta vidva v bistvu začela delati na tej novejši verziji in ti si pa posnel tista 2 filma vmes, ne. To je tudi ogromno časa pobrali, tako da mislim, da smo enih 6-7 let v bistvu bili v enem takem precej mrtvem teku. Pustili film na stran in pol v nekem trenutku nadaljevali. 2 filma, prisem nekako... Mislim, ja, gremo po svoje 2. Sta bila posneta v tem obdobju, ko je ta film že v bistvu že nastal, ta scenarij že obstajal in v bistvu je bila ideja, ko smo se mi z Mihatom prvič pogovarjali o sodelovanju o tem, da bi posneli to najprej, ne. Šele potem sta tista 2 filma taborniška prišla. Ker si rekel, da ima najprej nekaj zaslužiti. Ja, se to je to, ja. Umetnost pa to. Pa, ko se bomo kopali... Budite končno razkriti, koliko denarja je zaslužiti. Ja, vse smo se kopali v denarju, tako da pa smo si lahko prvošili še tole. Dajte mi prosim še povedati, meni se je zdelo, da v filmu je pač malo zelo pomembno, oziroma skoraj neko vlogo protagonista, tudi lokacija sama, no? Pa, a ste imeli to lokacijo v Ljubljanici že od začetka nekako v mislih ali je prišlo kasneje med iskanjem lokacij možnih? Je bilo že od začetka, zato ker jaz sem, zdaj si seveda prisegam, ne, v sobi bo, te 2 bosta spin-off brata in se v sobi kregata, ne, ali pa v mobolnici ali nekaj tako. Brata Hočevarja. Ja. In da ne bo toliko problemov, pa čim se usedem, mi pa zbezla, ne, dolg čas. Še ko smo snemali, smo bili v Začkovem baru, scena in sem po 3 replikah v njih rekel, ne, elipsa, gremo van in pol je nadaljevanje scene v zuni tam, z uno žogico pa tako. Ne, to je bilo, v osnovi je bila ideja, nekdo se zbudi ob reki, ampak je bil najprej sam in gradi ta splav. Ne, ta splav je bil meni neka taka, ne vem zakaj, to mi je bilo, itak Ljubljanca je zanimiva, pa ne, da bi jo kaj dosti poznal. Ne, pa je zanimivo, ker je bila sprejeta ta zakonodaja, ki prepoveduje pač namestitev kakšne... Ja, hvala Bogu. Mislim, vse tle smo šli mimo, ne, če bi bil to film, kjer bi upoštevali vsa pravila, dejstva, bi una scena na sodišču trajala 8 ur, ne, to pa ne moramo. Tako da že sam princip seveda, tle se preskoči to. Jaz sem tudi pristaš tega, da se ne gradijo. Smo pa pol najdeli samo lokacijo, pa tako, da smo šli s čolnom po reki in gledali iz reke ven, ne pa iz ceste. Danem je omenil, da je pri Igu v bistvu že precej globoko. Ja, tam malo od Plečnikove cerkve naprej pa desno. Ja, zelo tam, mislim, ni to gdelč, to je zelo, izgleda, da smo nekje Ni tako daleč. Bar, kjer so se tepali, je ob cesti, to je pa v bistvu na drugi strani 200 metrov. Če pa tismo baru zaviješ pod obali. Mislimo na obali, na rečnem regu. Super, fantastično. To je idilično zgleda, ne? Ja, zelo. Po koncu snemanja 3 dni deževalo in naša lokacija ni bilo več, ker je do une lope, ki je zgoraj zalila voda. Tako je včasih povedal, da je mogoče, da Ljubljanica toliko daleč. Če bi to, ste bili srečo, če se bi nam snemali rahlo zavleklo že prej, kar bi bilo čist logično, par dni bi nekaj bilo narobe, mladinc neki, ne, potuje po svetu, svetovna zvezda, to, pa bi nam zalili, pa bi čakali mesece, da bi on blat, oziroma bi morali predelati scenarij. Prav, jaz imam zdaj le ene sestanke z nekimi tujimi producenti, sorry dane, pa greš po takih uspehih, pač grem malo naprej. Pa dajte še kaj vprašati. Bom vprašal. Hvala, Miha. Ja, adijo.
Da si osvežim. Bi res vprašal Blaža pa Luko. No? Pač, ko sem gledal film, sta mi bila všeč ta dvojnost brata, ampak tako drugačna. En tako umirjen, resen, drugi pač zajebant. Ampak zdaj, ko sem vaju opazoval, sem videl, da sta v bistvu v življenju ista. Mislim, zdaj sva malo nagazila to temeljno karakteristiko. Ne, ampak je, mislim, res je ena smešna stvar, ki jo moram povedati, čeprav je kukar na pol interna, ampak tako, ki je Miha predlagal, ko sva že nekaj gledala verzije scenarija, je rekel, škaj sem mislil, da tvojega brata bi pa mogoče igral Luka Marčetič. In sem jaz rekel, pa to je sjajno, mene od akademije naprej kličejo sošolci iz osnovne in srednje šole, kva delam te neke zanimive stvari na YouTubeu, pa tako naprej, in me zamenjujejo z Luko stalno. In sem rekel, najbrž je nek potencial v tem. Tako da s tem se začel zelo kliči, mislim, jaz upam, da je človek frej. Pa tako fino je, ko si obdan s profesionalnimi ljudmi, ki niso sami igralci, ne, pač Miha je tudi scenarist, pa Luka je tudi scenarist, pa Dari je tudi scenarist, vsi neki še delajo, samo jaz sem ta amaterski igralec na razpolago, Jurij Nikulin. Skratka, to no, ampak ja, načeloma sem jaz malo bolj, ali pa precej bolj nevrotičen kot Luka zasebno. Uf, ja. Ena noter, ena pa na ven. Tako. Običajno. Videl sem, da večina filmov je pač posneta v eksterierjih. Imate pa vseeno pač nekaj prizorov v teh barih. Pa me zanima, kako ste to speljali, uskladili, ker je pač ni tega velikega preskoka, no, se mi ne zdi. Ker v baru je zelo temno, v bistvu zunaj imaš to sonce, svetloba zelo močna. To zate, ja, Simon. Tako, če nisem mogoče. Ja, stvar je v tem, da kot je Miha rekel, v teh 33 dni smo imeli menda 2-3 dneva noter. In itak, tako kot njegovi prejšnji film, zelo veliko se v zunji dogaja, tako da smo se nenehno borili sonce, oblak, te vremenske zadeve. In jaz sem si pač naredil, da mi to izziv pri tem projektu, ne? Ker vedno si naredim, da mi je neki izziv, zdaj če v studiu snema še neki, če so v noči je neki. Tukaj pač je ta boj z naravo. Ne? Ja, tako da... Mislim, se itak je. Ja. Po zgodbi tudi je že vsebinski kontrast med tem, ne, zunije. Zrak dihamo, čeprav so nevarnosti, ne. To so v te, neki moraš iti v BTC, vemo, kako se počutimo, ne, kadar moramo iti v tist BTC ali pa pač nek trgovski center, pa so sedeš v avto, pa greš in sem mislil, da nav nobenega, pa je ob 10 milijarda ljudi. In to so tisti v bistvu antagonisti, ne, lokacije, frizerski salon, kaj če me so frizerski salon, sem to počesala sem ga, pol je pač bifek, to smo vajeni nekako, ne, tisti je še najbolj toplo, nekako tam nam je, Ga so pa te malo ogrožajoče, pa sodišče, nočem itke, ne. Ampak ja, seveda, sonce, pa spanot. Sodišče nisem pomislil, ampak bar je bil pa tisto leglo, recimo sovraštva in tako naprej, ne. Tle ste verjetno mogli pač malo poudariti to temo in... Ja, tam, ko je v bistvu preko telefona, preko medija smo not v tistem, kaj je že koliščar, kaj to je dejanski... Mostiščari neki. Vzunje tudi tako, kaj je, neki maga smo dodali. Ampak ja, ne vem, mislim, se ta drug je pa azil, ne, pri bratu Zajčku, ko ima konje, pa tam se pa kakšen pivo zastonj dobijo, pa to v redu, ne. Pa kje se verjetno on hodi tuširati, pa to, kadar je premraz, ne, ko pa vprat kaj se, mislim, je, to zunaj snemati je malo problema, ne, toliko časa. Ker je res. Zato pa moraš biti polet, da je dolg dan, ampak ob enem so pa nevihte vsak dan skoraj. Zjutraj je jasno, če je, pa pride oblaček depresivček, kakor mu rečemo, se pravi, naznanitelj. Naznanitelj. Pa igralce smo bolj kot ne v nek senco v dreves dajali v zunji, ne? Ja. Da smo pa imeli, če se je to spremenili, da smo imeli možnost malo prilagoditi, manipulirati z lučmi, no. Z razmerje. Imeli smo večja drevesa za Darija, manjša za nas. Zdaj ti mi razkriče, koliko poskusov je bilo potrebnih za to raketo? Ali je bil v prvem šla na ta način? Mislim, da smo imeli 3 rakete, je izdelal modelar 3, vsaka pač nekaj stane in tudi nesmiselno bi bilo. Smo pa imeli 2 kameri ali celo 3
Tisti dan 3, zato ker je bila še eksplozija. Da smo seveda eksplozija, je bila pa koliko misliš poskusov? Upam, da ne več kot ena. Glede na obširne dejansko. Ne. In pač 3 kamere, uporabili smo pol posnetka iz 2. Ne, sej, mislim pa raketi je edini problem, da gre zelo hitro, ne. To nimaš kaj tam neki s tisto kamero. Še s telefonom bi jo zamudil, mislim, ne glede na navor, sile in teda. Ampak smo pač tako postavili, se ni bila fora v spektaklu Raketa, ampak da je dejansko zabeleženo, da je šla, tiste faktično, ne, In da se je vrnila dejansko. potem, ne? Ti smo pa golfali. Ja, res. Že, VFX, ne. ja, ne, si ne bi se šlo to. Mislim, vse smo poskušali, mislim, se pogovarjali o vseh možnih opcijah. Ne. Pa je rekel, mislim, prvič jaz ne znam narediti, je rekel modelar, ker je šef modelarjev svetovnih, mislim, v Sloveniji. Ne znam jaz take narediti, da bo padla. Mislim, kje sem se pač ne bi bilo tako, ne, s tisto modelarsko raketo, to smo face golfali, ne, in pol narisali. Pač. In smo se kar zafrkavali s tem posnetkom, s tem, kako bi izgledali. Najprej so narisali, v Beogradu so to delali, ko smo po produkciji. Če je animacija neke vrste oziroma pač v bistvu je digitalno. animacija. Jaz sem neki delali, izgledal kar risanka, sem rekel, pa se mal mora biti, ne, tam na meji, smešen mal, ne, ker oni pol gledajo. Ampak pol je bilo še najbolj tisto. Ne, najprej smo šli vse žive opcije, pa vidiš, da je pol najbolj preprosta, najbolj deluje. Že vsi, narobe. Ne, super, moram čestitati tudi za eksplozijo, no, ker po dolgem času sem res eno lepo eksplozijo videl v slovenskem filmu. Ja, se smo pustili čas od časa, ne, da najprej neki prcketa, ne, pa ker so unma petarde not, pa benzin, pa to, ne. Petarde, tega ne vemo benzin, prej, pa meteor. Ampak sem rekel, dajmo to čim dalj, sem rekel, kadar mora trajati, pa oni gledajo, pa že slovenski gledalci, pa te mediji, pa to, a ne, tako. Ja, že spet so kar neki. Ne me rukati. Glej to, no, kar neki, pa bama. Tako da upam, da deluje. Eksplozija je bila zelo profesionalna. Hvala. tudi uživo. Škoda je, ker mi smo, noben od nas ne vedel, kako bo to eksplodiralo. In je to res bila reakcija od vseh nas. Bi to lahko posneli. Tako, mi smo pa snemali reakcijo po tem, kar je ful škoda. No, so bili tako skoraj 100 metrov stran, zaradi varnosti. Ja. Mi smo bili s 3 kamerami bližje, ampak tudi zaščiteni z nekimi, če bi nas zadeli, ampak pač žrtve slovenskega filma. So pa sedeli zadaj. Morali smo sam paziti, ker so vsi neki. Enega sem zelo topol, scenca, ki je tako za nekaj lučko neki, z enim telefonom tako neki, kao se neko, Tomaš, ne bi šlo prezgodi na internet, ne, fantje se pol pohvaljajo, pa smo danes prkočevali, pa bi šlo. Smo pa bili predvsem jugovzhodno-alpsko cinični, ne, se to ne bo nič ta. Kje imajo pa Cela ekipa je bila tako. Če zame nimajo, le kot so meni. Ne mi polagati si. Skratka, hočem reči, vsi gledali, kakor nič ne bo in zato je bila ta reakcija tako smešna, ker jaz sem se bolj režil, sem pozabil tja gledati sploh, kaj se dogaja. Mi smo imeli take obraze, da bi jih ne presenečili. Ja, Dar je rekel, ko je bilo konc, vsi zadovoljni, gremo na pivo, pa je rekel, Miha, you really know how to throw a party. To so te dnevi, ki je ful zabavno s tem. Mislim, je napeto, ampak to je tisto, ki se mi povedal, se bo pa počel. Ti, kaj imam jaz motivacijo? Ja, zalobljen si, mislim. Ja, okay. To sem ogromno krat vprašal. Pa Toma Halsa sem klical iz Amadeusa. Ja. Sicer moraš čakati 8 let, ampak končno prideš do svojega trenutka potem. Bi vprašal, če je morda kakšno vprašanje? Sicer bi jaz... Ja, prosim. Kdaj so prišli v igro Skriti ljudje? Ja, zaradi naslov. Ne, sama ideja. A je to bilo tako spontano ali je to od začetka? Ne, najprej so bili gusari, potem sem pa kot rečeno dozoril in zdaj je bilo tako resen. Ne. V trenutku, ko smo se odločili, da bi človek, ki se tukaj znajde, bil Islandec, smo se navezali tudi na njihovo to zelo znano mitologijo, Huldufolk, ne, pravijo oni tem skritim ljudem, The Hidden People,
In pol je bilo to, nekaj časa sem malo kolebo, ker se tako zelo resno sliši, ampak pa sem rekel, pa dobro, se bo spod pisal Hočevar, torej bo že to resnost relativizirali. Neutraliziralo. Tako da je zdaj pač ostalo skriti ljudje. In tudi jaz sem bil v Reykjaviku, ko smo že imeli premiero, ne, in moja mal je bila skrb tako, ne, te skandinavci, to bo tam oni vikingi sedeli in bo nekaj narobe, ampak so bili zelo benevolentni, pa sem malo tako, kva pa to, ker smo vaša mitologija, ker je takega tipa, da se mit je nekaj, ne, religija nekaj drugega, ne. Tako da se že sami Islandci ne dekregajo, ampak se ne strinjajo. Eni si predstavljajo tako, da so to velikani taki, eni, da so res škratki, imajo obeležja, tiste kamne, to, da. Tako da ni tle, vsak si po svoje. Edino, kar se strinjajo, to smo pa tudi v filmu, da jih verjetno otroci lahko vidijo, kar je doskrat pri teh mitih, pa tudi ne, otrok ima še čisto dušo, pa več vidi kot mi, da smo že čao. Ampak to pa, da pomagajo, ne, da so benevolentni, da niso zli, ne, kot so doskrat te v kakšnih mitologijah. Ampak je bil še kakšen morda povezava, ne samo to neposredno z mitom, ampak da si imel samo zgodbo, recimo neko idejno povezavo med mitom pa zgodbo. Je to, da je jezik toliko neznan, da ga še danes aplikacije so šli tudi v teh 2 letih naprej, ne? Da nek jezik, ki ga še aplikacija ne prepozna, slovenščina, tudi zmed smo tam spet nas ni, ne? Ne bom ta prve besede uporabil, ker je resna tiskovka, pa prenašajo agrafotejovci, pa tako ne moram zdaj preklinjati, ampak ne, mislim, to je bilo, bistvo je bilo to, no. Mislim pa se seveda ta veličasten štos, da obstajajo vsaj eni, saj ne edini, da jih je malo manj, ker nas. Včeraj smo že malo omenili težave z distribucijo, oziroma se je pač nekako navrgel. Daj mogoče kaj več povedati, če vidva z Danetom, no, kakšen je plan za naprej? Se ne smemo govoriti več o tej distribuciji. Nataša nas je kregala. Nehajte to govoriti, ker bojo res hudi na nas, ampak šefica Nataša. Ne bom več, zdaj gledala posnetek, pa jih bom spet slišal. Ampak sej, Nataša je brava, sobici. Ne vem, težave so vedno, ne, sej kino je... Zaradi tega, ker ni prostora, preprosto, terminov... V bistvu smo mi zdaj šele na začetku teh nekih tudi dogovorov in iskanja primernega termina, ki bo tako glede na ostale že predplanirane slovenske filme, ki pa jih ni tako zelo veliko trenutno, ne. Ja, sam Nabršnik bo igral 1 let, ne. Ja, sej bo šel... Pride Marčetič v nov film. Sej kakšna manjša dvorana, no, tudi bomo ne, hecam se, tako da to, no, moramo zdaj uskladiti termine in potem pač... Ampak so se kaj pogovarjali, mislim, s skladom, oziroma da bi se zagotovilo neke termine za slovenski film? Oziroma, pač, ja, planiramo v kratkem tudi datum nekaj definirati, tako da ja. Jaz se dogovarjam z igralci, ki si želijo, da bi film igral stalno, če so že noto, ne vem, da bi del honorarja izplačali s kartami? Ne, da bi kupili en kino, ne, in bi ga imeli prav. Sam zdaj je treba Ljubljana, Maribor, Koper, mislim, začeli bomo z Ljubljano, Ljubljano centrični, bomo imeli svoj kino, kot utemeljitelj bom moj film skozi vsak dan en, v 8 ostalo bomo pa podali. Ne, super bi bilo, ne, da bi se dal filmom čas, ne, zdaj prideš v kino, pa če takoj na zagrab film te vrtijo 10 dni, pa že uleti blockbuster iz Amerike, pa super nemški film, pa ne vem kaj, res je veliko tega, ne, in vsi imajo, ne bomo zdaj spet odnarjam, pa vsi imajo dolgo promocijo, ki jo vidijo vsi, a ne, na internetu vidiš, kva danes snema en velik režiser v Hollywoodu, pa že čakaš film. In če bi mal pametneje bili filmi distribuirani, ne, da igra cel let, 1 teden, pa spet mogoče ne, pa spet 3 tedne, pa spet mogoče ne, a ne, da bi imel človek možnost počakati in si iti gledati, ne. Ka 1 teden, ne. Zato sem mislil, da ste morda producenti, ustvarjalci dogovorili s prikazovalci, da bi se ena dvorana v multiplexu namenila pač slovenskemu filmu preko celega leta. Je bila tako, ne? Bila je v Koloseju, pa dvorana slovenskega filma, so bi še plakati iz naših filmov, pa tako. Pa seveda je stvar žal propadla, ne. Zaradi COVID-a takrat. Ja, COVID je v letu in tako. Tam je bil ta en začetek, ne, da bi skozi tam. Ampak se zdaj ta propeller prevzel, ne?
kaj je že. Ja, zdaj je tam Odiseja. Ne, zdaj. Ampak res je, mislim, se pa še Art Kino mreža, ampak oni imajo tudi celo evropsko produkcijo, pa še Art ameriško, pa indie filme. Tega je. Samo eno platno v bistvu. Ja. Dobro, še kakšno vprašanje morda? Malo več, da se kot na začetku, ampak mi smo že na koncu. Dajmo še enkrat ponoviti. Nič, jaz se najlepše zahvaljujem mojim gostom. Filmu res želim pač eno tako srečno potno, da pač ima, da ta optimizem malo razširi naokrog in dobro voljo in nič. Hvala. Hvala, Denis. Hvala vsem.